Kako veš, da si pravi youtuber? Ko imaš Canon G7X, oh my god. Hi, danes je moj rojsten dan, oziroma danes, ko to snimam, je jutro moj rojsten dan, ampak... Happy birthday to me! Oh my god, ura mi je pravkar zavibrirala. Zaradi tega, ker je danes moj 22. rojsten dan, bom jaz naredila danes video 22 dejstev o meni. Get it? 22, 22... Začeli bomo z najbolj osnovnim. Ime mi je Kaja, ampak ime mi je Kaja z J, ne z Y. To je full fun fact, pač. Marsikdo ne ve, da sem si jaz dala umetniško ime Kaja z Y, zaradi tega, ker je bolj international, ker sem jaz na začetku imela v bistvu angleški kanal in marsikdo iz angleško govorečih držav ne zna prebrati Kaja z J. Ne pišem se solo v originalu, pišem se drugače kot Ševar. To je tudi fun fact. Dejstvo številka 2, ful sovražim svoje lase zdajle. Ne, to ni dejstvo številka 2, ampak jaz ne vem, kaj ne naredim svojo frizuro. Mogoče si naredim ban. Glavne, drugo dejstvo, rojena sem 2. novembra leta 97 v Celju, zaradi česar sem po horoskopu škorpionka, much like Jeffree Star, PewDiePie, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, ironično. Adam Driver je tudi škorpion. Nima neke ful družinske zgodovine, pojma nimam v svoji familiji, ampak mislim, da sem 100% Slovenka. Ampak o tem bom naredila enkrat video, ker imam DNK test doma, so I'm gonna do that in the future. Če slučajno pozabim, me prosim spomnite, ker to planiram že 2 leti. Pač se veste, da jaz kar naprej nekaj obljubim in pa tega nikoli ne naredim. Pač that's me. To je dejstvo številka 4. Dejstvo številka 4 je, da sem hodila na osnovno šolo Šoštanj. V bistvu, ko sem jaz prve 2 leti hodila, je bila osnovna šola Karla Destovnika Kajuha. Potem so jo na novo, v bistvu, medtem ko sem jaz hodila tja, so jo podrli in so jo naredili na novo. In zdaj je osnovna šola... Pol je bila osnovna šola Šoštanj, jaz se še spomnim, ko smo izbirali imena. Ker so nam rekli, da ne sme biti ime Karla Destovnika Kajuha, ker je bilo to že prej. No in zdaj, če kdorkoli hodi tja, zdaj veste, da je spet Karla Destovnika Kajuha, so they lied to us. V glavnem. Kadar jaz rečem, da sem hodila na osnovno šolo Šoštanj, jaz sem res še hodila na osnovno šolo Šoštanj, ker se je tako imenovala. Na srednjo šolo sem hodila pa na šolski center v Velenju in sem po izobrazbi računalniški tehnik. To me kar naprej sprašujete, zato se mi je zdelo cool, da to povem v enem videu. Mislim, to sem že večkrat povedala. Ja, v glavnem, ful sem imela sošolcev zaradi tega in sem bila tudi jaz ful fantovska, imela sem tudi phase v lifeu, kjer sem bila čist fant. Mislim, ja, I look like a boy since I was like 5. Nisem pa šla nikamor naprej študirati, tako da trenutno delam YouTube videe. Pa verjamem tudi, da ne rabi čisto vsak ful visoke izobrazbe zaradi tega, da je uspešen v lifeu, pač znajti se je treba. Ampak to je za kak drug video, a ne, ker danes govorimo o meni. 5. dejstvo je, da imam 2 čudna talenta. Prvi je ta, drugi je pa ta. Cute. Ja, jaz sem tako Jack Nicholson, veš, no. 6. dejstvo. Ne prenašam več laktoze. Včasih sem jo, pol pa sem dobivala ful krče zaradi mleka in pa sem nehala piti mleko z laktozo in sem pila nekaj cajta mleko brez laktoze, ampak zdaj še to ni cool. Tako da zdaj pijem samo še riževo mleko pa sojino mleko, zaradi česar me kelnarji v vseh gostilnah sovražijo, ker sem that annoying person. Ampak ja, zaenkrat, zdaj od septembra naprej tudi manj mesa jem. Nisem vegetarijanka, ampak ful redko jem meso, ne vem, mogoče, kaj se vem, 2-krat na mesec, recimo. Zakaj sem se za to odločila? To je drugače adapter. I don't know what am I doing. Odločila sem se to zaradi mojega zdravja, nima nobenih nekih ful etičnih razlogov, čeprav bi bilo za naravo bolj, da ne jemo toliko mesa, ampak pač jaz sem se od tega odločila, zato ker sem ful preveč hodila v Mac in sem se pač odločila, moram malo kao bolj zdravo živeti in sem dala meso ven iz prehrane. I don't know. Jejte, kar vam pa še jest. 7. dejstvo, sem ultra introvertirana. Sovražim hoditi ven. Jaz ne morem, ne vem, sovražim partije, sovražim kjerkoli, ko je veliko ljudi, jaz imam ful mali krog prijateljev, pa še tem ne zaupam neki ful, zaradi tega, ker marsikdaj te pač they stab you in the back, takrat, ko jih najbolj rabiš, ampak to ni video o polivanju čaja, to je simple moj rojstnodnevni video. 8. Sem bila stara 13 let, sem mislila, bom lahko driftala po makadamu in sem si unišla koleno s biciklom. Imam še zdaj tukaj gor na koleno en tak flek. So yeah, that's great.
10 let pa še kar ni izginilo. So I'm losing hope. 9. dejstvo. Sem fanica Jorge Lorenza že 10 let, od leta 2009. Parkrat sem ga že srečala, večinoma pač na dirkah, zaradi tega, ker sem včasih ful hodila na dirke, ne vem, enkrat sem šla tudi 3-krat na leto na dirko. Letos nisem imela na nobeni, ampak od leta 2011 do lani sem šla pa vsaj na eno. Vsako leto. In na skoraj vseh sem srečala Jorgeja. Bila sem tudi na njegovi večerji, o čemer sem tudi naredila video, kar si načeloma lahko pogledate, ampak ni nekaj ful zanimivo, zaradi tega, ker sem bila bolj stupid, pa nisem nič kaj snemala. Plesala sem z njim Despacito na odru, pa silo me je, da je moram peti na mikrofon pred vsemi, ker sem se ful dobro pretvarjala, da znam špansko. Ne znam špansko. Ampak ja, meni je Jorge ful všeč, ful je legenda, ful je prijazen, ampak načeloma pa spoštujem vse dirkače. Tudi Rosija sem že spoznala, Marqueza sem spoznala. Marquez ima bolj prijazen kot Rossi, ampak nasploh na dirkališču se mi zdijo pa vsi dobri. To moram zdaj reči, zaradi tega, ker Jorge ne zmaguje več in pač. 10. dejstvo. Sem edinka in moja starša sta ločena. Živim drugače pri mami, ampak se tudi s fotom sem ful dobro razumem. Trenutno sem pri njemu. That's his stuff behind there. Motorji. Tam zadnji je njegova motoristična čelada. Right there. Ne vem, zakaj sem to mogla pokazati. V glavnem, 11. dejstvo. Nikoli mi ni všeč to, kar je popularno. Mogoče zdaj, ne vem, filmi so mi všeč, ne vem, pač Joker, pa ne vem, Star Wars, pa Avengersi so mi bili všeč, pa te stvari, ampak ne vem, če bi jaz bila v 90-ih najstnica, pa jaz bi Leonardo DiCaprio absolutno sovražila, zaradi tega, ker bi bil popularen, ne vem, tudi One Direction sem sovražila, zdaj kaj ne poslušam kdaj pa kdaj. Ne vem, jaz ful ne poslušam modernih stvari, oziroma ne spremljam modernih stvari. Najnovejša muzika, ko jo poslušam, so verjetno Queenie, tako da... Oziroma ne, Michael Jackson, probably. Ki pa je tudi umrl pred 10 leti. 12. dejstvo. Ko sem bila mlajša, sem ful pisala fanfiction. Ful, bolano. Mislim, še zdaj ful rada pišem, ampak včasih sem ful pisala fanfiction, ne vem, o slavnih. Ne vem, začelo se je z Michaelom Jacksonom. Ja, imela sem tudi to fazo. Pol sem pisala o MotoGP-ju, o Harry Potterju, o Star Wars, o Avengersih. V glavnem o vsemu, o Sherlocku, o vsemu, kar sem pač oboževala tisti cajt. Tole sem si zadnjič kupila. Very good. Melonin sok. 13. dejstvo. Moj najljubši slovenski zvezdnik je Lado Bizovičar. Že od ful dolg nazaj. V bistvu Lado Bizovičar pa Jurij Zrnec, ne vem, jaz sem, ko sem bila mlajša, sem ful gledala Institut na odpadu, pa Našo malo kliniko. Ampak ja, ne vem, Lado Bizovičar mi je eden top slovenskih zvezdnikov, whatever. Verjetno sem to dala pod dejstvo samo zaradi tega, da bi ga enkrat maybe spoznala, because I love him so much. 14. dejstvo. Moj prvi Apple produkt je bil moj MacBook. 2 leti nazaj šele. Predtem sem ful sovražila Apple, zaradi tega, ker sem hodila na računalniško šolo, kjer pač Apple ni glih najboljša izbira, ne. Ampak od takrat sem pa v bistvu nakupila ful stvari. Zdaj imam skoraj vse že. V bistvu vse, kar mi manjka, je mislim, da HomePod, pa ta novi AirPodsi, ki pa si jih ne mislim kupiti zaradi tega, ker nimam potrebe. Tudi moj iPhone 10 je bil prvi iPhone, ko sem ga imela, tako da zdaj imam šele drugega. 15. dejstvo, mama mi je za maturo kupila zvezdo, freaking zvezdo nekje. Out there in the space, in the galaxy je nekje ena zvezda, ki se imenuje Pomen. Beje se to na internetu da zrihtati, I don't know, pa celo certifikat imam doma, secka na Epic, to je ful cool, ni? 16. dejstvo, imam se kao za minimalistko, ampak pač ful imam probleme s tem, da jaz ful kupujem knjige. Pač kamorkoli grem, jaz ne kupujem oblačil, jaz ne kupujem nekih spominčkov, jaz skozi kupujem knjige. In zdaj sem si dala pravilo, da ne smem več kupovati knjig, zaradi tega, ker pač jih imam preveč. Ampak zdaj mi knjigarne same od sebe pošiljajo knjige, tako da pač jej, thank you Felix in Mladinska knjiga. To mi ful ogromno povem. Jaz obožujem knjige, pač von knjige, še vedno berem tole, ampak by the way, ta je bila iz knjižnice sem jo vzela, tako da pač tudi na tak način se da dobiti knjige. Pač imeli so, ne vem, devali so jih stran in jaz sem jo vzela, so like, vsaka priložnost, ki jo je, da lahko dobim knjige, I'm gonna take it. Vsaka priložnost. I love books. 17. dejstvo.
vera. Jaz bi rekla za sebe, da po veri sem najbližje nekje satanistki, kar je v bistvu ateizem z neki simbolizma, čeprav pač v bistvu pomembna mi je narava, meni številke pa križi nič ne pomenijo, ampak pomembna mi je narava, pa odkrivanje sebe, pa jaz sem center vsega, jaz vplivam na to, kaj se dogaja v mojem življenju, itd., itd. Ne bi rada neki ful razlagala o tem, ampak vse na netu, lahko si greste pogooglati. Ampak ja, je pa tudi fun fact, da imamo v bistvu rojstni dan skoraj na največji satanistični praznik, kar je pa noč čarovnic. Tako da, epika, ne, pa še škorpion sem, mislim, logično. 18. dejstvo, včasih sem bila full gamerka, mislim, pač okej, hodila sem na računalniško šolo, ne. Takrat smo full igrali GTA 5, pa takrat je bila glih nova in to je bil the shit. Skyrim sem igrala, Skyrim je še vedno moja top igrca. Kaj še, Simse, 2, 3 in 4. 4 sem kupila tudi Collector's Edition, best decision ever, not. Pa itak Minecraft, pač logično, jaz Minecraft igram že od 2011 se mi zdi, ko sem začela v srednjo hoditi, takrat smo vsi igrali Minecraft. Takrat sem pa igrala tudi, ne vem, Guitar Hero, pa Just Dance, to vsakič špilamo na mojih rojstnodnevnih partijih, to je en tak moj, ne vem, značilnost mojih partijev je to, da to špilamo. Ampak ko sem bila mlajša, sem pa igrala tudi Legend of Zelda, Twilight Princess predvsem, potem Mario Kart, Super Mario, kaj je bil? Mario Party? Tisti je bil full legit. Pa ne vem, različne igrce na Nintendo DS, imam pa v bistvu doma še vedno samo Xbox 360 in pa Nintendo Wii. Niti PC-ja nimam, ker fake gamer, I know. A si lahko jaz zdaj, glede na to, da imam sam Xbox 360, rečem retro gamer? Nikoli si nisem nič novejšega kupila. I don't know, nimam več časa za te stvari. Vsi so bili full z veseljem, ampak I don't know, nimam časa. Ful bi igrala Witcherja ali nekaj takega. Witcher mi je bil full všeč, pa Red Dead Redemption 2. Enkrat bom, ko me da znarja, pa ko me bo kdo sponzoriral, bom. 19. dejstvo. Ko sem bila mlajša, sem bila super nepopularna. To sem že govorila v videu o šoli, ampak mene sošolci nikoli niso marali, ker pač niso me zanimale vse te njihove drame in ne vem, in moda in kaj jaz vem. Pa tudi ful sem bila tiha, pač ni mi bilo za družiti se s fake folkom, kar je pač zdaj ful zanimivo, zaradi tega, ker vsi bi se družili z mano in vsi me kar pač ne vem, neprijetno mi je s komerkoli iz osnovne šole se družiti, zaradi tega, ker pač you hated me then, please keep hating me, thanks. 20. dejstvo, baterije mi zmanjkuje, oh my god. Igrala sem v musiclu Žaba Greta, ki bi mogel od začetka biti Peter Pan musical, oziroma whatever, ampak so pol spremenili na Žabo Greto, zaradi tega, ker na Žabo Greto se nobeden ne bi prijavil na audicijo, ker what the fuck je Žaba Greta. In je bil dost lame musical, jaz sem igrala Muho, ko sem v bistvu mogla na odru jesti drag, in ta drag je bila Nutella, in jaz ful sovražim Nutello. In pa sem si na koncu predstave mogla na faco razmazati tisto Nutella, so it was great, ampak vse sem dobila neko izkušnjo, ampak zdaj definitivno vem, da velikrat igram v filmu, ko pa v gledališču, ker I can't handle that stress. Mislim, se nisem imela ful problemov s tremo, ampak vseeno folk, pa recimo dostkrat jim je bila pomembnejša ta predstava, ko pa recimo moja matura, ko sem jo delala takrat, so like what the fuck, a ne, pač to je bila otroška predstava, to ni bilo neki ful, pač bila je amaterska, ni bilo profesionalno at all. Vsi so bili mlajši od mene, vsi so bili takrat še v osnovni šoli, jaz sem pa pač delala maturo, zelo amatersko. 21. dejstvo, vedno sem bila v boljših odnosih s profesorji, kot pa s sošolci. Ne vem, profesorica za slovenščino me je oboževala zaradi tega, ker sem imela skozi knjige okoli sebe. Pač vedno sem bila ful tiha, pa ne vem, I guess zrela in me je bolj zanimalo, kam imajo profesori zapovedati, ne to, kam imajo sošolci, ker me ni zanimale te drame, pa ne vem kaj vse. Itak sem bila boleti skozi, mene itak noben ni maral, pač. Mene so dobesedno hoteli ubiti, ko sem bila mlajša, zaradi tega, ker pač folku nisem bila všeč. Pa vsi na šoli so vedeli, da sem bila zaljubljena v enega profesorja. Tudi on je verjetno vedel. Nisem si pa upala govoriti z njim. Bila sem stara 18, by the way. Nič narobe s tem. Zadnjo dejstvo, 22. dejstvo, ful dolgo sem se iskala. Jaz sem, ko sem bila mlajša, nisem pojma imela, kaj bom v lifeu. Vedela sem edino, da ne bom računalničarka. Bila sem nekaj časa kelnerca, tako da imam tudi v tem nekaj izkušenj, ampak mi ni bilo cool zaradi tega, ker pač to je bilo samo začasno. Mislila sem, da bom stevardesa in sem se v bistvu šla v Nemčijo na Ryanair,
ampak to sem tudi naredila video in je kar dramatičen, tako da lahko si greste to pogledat. Pa sem delala v fotografski trgovini zdaj nazadnje, zdaj pa mislim, da se res zavedno hočem ukvarjati z YouTubeom, zaradi tega, ker mi je odprlo toliko opcij in toliko stvari sem doživela že sam zaradi YouTubea in res je zalaufalo in I'm so thankful for that, pač res sem ful hvaležna za vse. Zdaj pa zaradi tega, ker moram valjda vsak video narediti en plug za film. YouTube mi je dal tudi to priložnost, da sem lahko igrala v celovečercu, kar mi je bila najboljša izkušnja ever, ker sem prej rekla, nisem marala igranja v gledališču, ampak ful rada igram. In to, da sem lahko bila v filmu, je bila ena top priložnosti za mene. Film je Greš grem oziroma Ideš idem, ki bo v kinu konc leta. V bistvu 4. decembra bo premiera v Sloveniji, v Ljubljani. Upam, da vas bo čim več prišlo, ker sem že zdaj full excited. Sej bomo imeli še vse podatke, vam bom povedala, pa tudi karkoli bomo snemali, vam bomo vse pokazala, tudi na Instagramu. Teda ja, to je pa zadnjo dejstvo, kaj dobro, baterija mi je zmanjkala na ta novi kameri. V glavnem, hotela sem reči, veliko priložnosti je v življenju in veliko stvari se da doživeti. V glavnem, tu je pa to za ta video. Hvala vsem, ko ste mi vošli na Instagramu, in ne vem, kjerkoli ste mi pošli, ful vam hvala. Upam, da vam je bil video všeč, dajte mu en like, če vam je bil, komentirajte kaj spodaj. Dajmo se kaj pogovarjati dol spodaj, I don't know, napišite mi eno random dejstvo o vas, neki najbolj random. In ja, followajte me na Instagramu, pa se vidimo nasleden, ne vem kdaj, jaz nimam urnika več za video sploh. V glavnem, se vidimo, čau.